Lep pozdrav vsem v Tehnoparku Celje in vsem tistim, ki Tehnopark spremljate in spodbujate. Hvala za povabilo, veliko veselje mi je, da lahko povem svojo zgodbo in na takšen način spodbujam dvigovanje zavesti o pomembnosti in lepoti inženirstva. In pa mogoče s svojimi izkušnjami tudi prepričam koga, da se v prihodnosti odloči ravno za to pot. Po zaključeni osnovni šoli se odločim za gimnazijo. To se mi je zdelo super, ker sem dobila na tak način nekaj dodatnega časa, da se res dobro odločim, kaj si želim v prihodnosti študirati. Vendar moram priznati, da v 4. letniku ni bilo nič lažje se odločiti za študij. Sem pa takrat potem slišala za fakulteto za logistiko, ki je v bistvu ponujala relativno nov študijski program. In po nekoliko bolj natančnem seznanjanju s priložnostmi po zaključenem študiju na tej fakulteti sem se odločila, da je ta študij tisti, ki mi bo omogočil, da se ukvarjam z izzivi, ki zahtevajo neke tehnične rešitve. Po drugi strani pa se mi je zdela logistika tudi tako zelo široka in interdisciplinarna, da bi mi omogočala ogromno drugih kariernih poti prav tako. V času, ko se je bilo potrebno odločiti za neko smer študija, sem se odločila za tehnično obarvan predmetnik, kjer se mi je v bistvu samo potrdilo, da so mi tehnični predmeti bolj blizu, da me to bolj veseli, kar je nekako tudi vplivalo za odločitev, da kontaktiram podjetje BSH Hišni aparati, ko sem iskala temo za diplomsko nalogo. In kljub začetnim pogovorom, ki so šli v nekoliko drugačno smer, bolj operativno logistiko, mogoče sem vseeno izrazila željo, da bi se pa jaz ukvarjala s kakšno tematiko z področja proizvodnih procesov. To priložnost sem na moje veliko zadovoljstvo tudi dobila in tako sem se pridružila najprej kot študentka oddelku industrijskega inženiringa in to sodelovanje se je potem v nadaljevanju prelevilo tudi v redno zaposlitev. Po temu pa sem bila tudi del različnih timov znotraj podjetja BSH Hišni aparati, recimo timom proizvodni sistem, kjer smo se sodelavci ukvarjali s širjenjem filozofije production system oziroma nenehnih izboljšav. In v sklopu tega sem tudi uvajala orodja, ki so k temu pripomogla. V nadaljevanju sem potem bila del enega velikega oddelka oskrbovalne verige, kjer smo nekako materialni tok povezali od dobavitelja do odpreme gotovih aparatov. Temu pa je potem sledila nosečnost in rojstvo mojega sina. Danes pa sem višja strokovnjakinja, specialistka v materialnem toku, odgovorna sem za interno logistiko in sem koordinatorica tudi tima interne logistike, kjer se s sodelavci ukvarjamo z načrtovanjem logističnih konceptov, ki vsebujejo tako materialni kot informacijski tok. Mislim, da ne obstaja nek točno določen trenutek, ko sem se odločila za inženirstvo. Se pa spomnim, da sem v otroštvu veliko sodelovala z očetom pri njegovih domačih projektih, ko sva skupaj ustvarjala, sestavljala, merila, načrtovala, vijačila, žagala in to mi je bilo všeč. In pa verjetno je res ključno to, da mi v otroštvu ni nihče temu nasprotoval. To, da sva skupaj z očetom sodelovala, je bilo povsem naravno in nič neobičajno.
Velik izziv je danes ostati na tekočem, kako v vsej tej poplavi informacij ali pa rešitev, kako najti pravo, kako rešitev, sploh danes, ko ogromno rešitev iščemo v svetu digitalizacije, avtomatizacije, robotizacije, tako dobro razumeti, da se potem odločimo za najbolj optimalno, za tisto problematiko, s katero se ukvarjamo. Ampak po drugi strani so pa izzivi del inženirstva in v njih moramo prepoznati priložnosti. In tako kot je samoumevno, da se sistemi oziroma procesi nenehno izboljšujejo, je potem tudi samoumevno, da se moramo tudi inženirji oziroma inženirke nenehno izobraževati, spremljati trende in dvigovati svoje strokovno znanje na višji nivo. Dokazano smo mešani timi bolj uspešni, zato ker ženske in moški nimamo enakega softvera in normalno je, da isto problematiko gledamo iz različnih vidikov. To pa potem pripelje do tega, da so rešitve boljše, bolj celovite, bolj trajnostne in na tak način smo vsekakor močnejši. Sicer sem pa sama zagovornica raznolikosti, pa ne samo v tem smislu spolov, ampak tudi recimo mlajši sodelavci prinesejo eno posebno energijo, dodatno motivacijo, zagnanost. Po drugi strani izkušeni sodelavci premorejo ogromno enih izkušenj in znanja, tako da to je sigurno samo dobrodošlo. In pa tudi sodelovanje ljudi iz različnih delov sveta, torej vsak prinese nekaj novega, nek nov vidik, ki prispeva k celotni sliki oziroma mozaiku. Mlada dekleta bi predvsem pozvala, da če jim je inženirstvo všeč, se pogumno odločite, da je to za vas in si recite, jaz bom inženirka in bom rekla, da pol poti je že narejene. Drugo polovico pa premostimo tako, da potrebujemo malo trme, veliko vztrajnosti, radovednosti in želje po znanju in cilj je 100% dosegljiv.